Pogovori. Jezikovni govori. Jezikovni pogovori. Le redki, če sploh kdo, so lahko predvideli tolikšno zmanjšanje zanimanja za študij različnih jezikovnih programov. Število prijav se zdaj šteje na prstih 2 ali 1 roke. O upadu poročajo tudi iz drugih uveljavljenih univerzitetnih okolij. Po poročanju BBC se je v Združenem kraljestvu število študentov francoščine v 10 letih z 9700 zmanjšalo na 3700. Na zmanjšano zanimanje sta močno vplivala razvoj umetne inteligence in digitalizacija. Ustvarja se vtis, da bodo jezikovni poklici kmalu odveč. Pa bo tudi zares tako? Gostja je dekanja Filozofske fakultete v Ljubljani, profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezar. Najprej bi se dotaknila številk vpisa. Te so bile, ko so prvič prišle ven, res katastrofalne, potem pa smo po popravkih opazili, da so na ministrstvu naše dvopredmetne študije šteli polovično. To pomeni, da nismo dobili sploh vseh prvih želja dijakov, ki bi želeli priti na našo fakulteto. Številka je bila sprva okrog 500, zdaj pa je teh prvih želja za filozofsko fakulteto okrog 1000, kar je v bistvu zelo podobno kot prejšnja leta. Vpis na jezikovne smeri je zdaj že nekaj let nižji od tega, kar smo imeli nekoč, in moram reči, da je to, kar se dogaja v zahodnji Evropi, nekako začelo prihajati tudi do nas. To, da se v Angliji uči zelo malo ljudi francoščino, zelo dobro razumem in verjamem. V Angliji so že pred kakimi 20 ali pa 15 leti, ko smo se mi še pridruževali Evropski uniji, videli, da je študij na jezikih upadal in da so imeli po cele razrede, recimo, ki so prišli iz drugih držav, da so študirali pri njih. To je tudi povezano mogoče z njihovo jezikovno politiko do neke mere, pa tudi z izobraževalno politiko, ker zdaj so te jezikovne študije, ki so seveda še kako potrebni za družbo, pri njih preoblikovali tako, da se v resnici na fakulteti ne učijo niti več jezika, ampak se predvsem pogovarjajo o kulturi. To se pravi, vi študirate nemško literaturo, kulturo in jezik, ampak na ta način, da niste govorec tega jezika. Ste samo pasivni poznavalec tega jezika, ste pa strokovnjak za kulturo in kot tak tudi marsikje uporabni. Kakšne bodo na Filozofski fakulteti številke, na primer na germanistiki, francistiki? Kakšne so trenutno glede na prve želje? Kakšne bodo potem v jesen? Jaz mislim, da glede na prve želje so tam okrog 15-20 študentov, ki se zanima za te študije. Zdaj, če pogledamo po vseh vpisih, nekako jih spravimo tam za enih 20 skupaj, ne? Ampak to še ni končna številka. Vedno dobimo septembra še dodatne študente, ki so dali študij jezikov na drugo mesto kot drugo željo in recimo zdaj čakajo na sprejemne izpite na AGRFT, pa na medicino, pa še marsikje. Marsikdo se nam pa potem pridruži tudi na začetku študijskega leta, ko ugotovi, da študij naravoslovja, v katerega so ga, kljub temu, da je želel študirati jezike, usmerili starši pa svetovalni delavci, ni zanj in da mu veliko bolj leži študij jezikov. Zdaj o naših jezikovnih študijih kroži marsikateri mit po Sloveniji. Eden je, da ne bo več to potrebno, ker itak si lahko pomagamo z umetno inteligenco in na ta način prevedemo ali pa pretolmačimo zadeve.
Ampak izkazalo se je, da ima umetna inteligenca zelo omejen doseg in da ne bo nikoli mogla nadomestiti človeka, da bo zgolj pomočnik nekomu, ki se ukvarja z jeziki, da mu bo pomagala mogoče kakšne stvari hitreje prevesti, da jo pa treba ves čas tudi kontrolirati. Potem je mit, da z jeziki ne dobite službe, ne? Ampak na ta način ste ravno tako zaposljivi kot z marsikatero drugo smerjo. Je pa res, da se dan danes tradicionalni poklici spreminjajo, da nihče ne ve, kaj bomo delali čez 15 let in tako naprej, ne? Treba je pomisliti tudi na to, kaj v bistvu vi s študijem jezikov dosežete pri izobraževanju. Kako v bistvu se vam možgani razvijajo prav s študijem tujih jezikov. To zelo dobro vedo recimo starejši, generacije, ki so stare 50 let ali več. Mi imamo na fakulteti tudi modro fakulteto, ki vpisuje ljudi nad 55 let in tam zanimanje za študij jezikov rapidno narašča. Ne vem, ali je to generacijsko vezano, ali so to ljudje, ki bolje razumejo funkcioniranje možganov, kulturo, življenje nasploh in mogoče naše mlade generacije sploh ne dobijo pravega vpogleda v to, kaj pomeni hoditi po svetu, da so mogoče preveč v samih računalniških aplikacijah in v virtualnem svetu. Ampak trenutno so številke med mladimi majhne. Ko ste prej omenili številko 20, je to verjetno pomenilo skupno število na enopredmetni in dvopredmetni smeri, ne? Mislim, da bolj za dvopredmetni, ja, pa še enopredmetni, ampak jaz sem prepričana, da bomo prišli na malo višje številke. Je pa res, da tudi recimo generacije... Ampak to seštevek enopredmetne in dvopredmetne smeri ali vsaka posebej? 20, na primer. Vsaka posebej zagotovo ne. To pa zagotovo ne. Ampak moramo vedeti, da so tudi generacije, ki se vpisujejo k nam, manjše. Nekaj študentov dobimo še prek internacionalizacije, k nam se vpisujejo tudi tujci, ki niso iz Evropske unije, predvsem imamo prav na jezikih precej makedonskih, srbskih, bosanskih študentov, ki recimo tudi prihajajo, ne? Omenila sva germanistiko in francistiko, kaj pa je šele z drugimi jeziki, ne vem, srednjeevropskimi, češčina, slovaščina? Ja, na teh jezikih imamo konstantno nizek vpis. Koliko? 2, 3, 5. Portugalščina? Recimo portugalščino smo odprli par let nazaj. Na ta študij se je čakalo skoraj 15 let, da so bili izpolnjeni vsi pogoji in mislim, da tukaj je bila žal zamujena priložnost. Če bi odprli te študije prej, bi bilo mogoče interesa več. Koliko jih je tam? Tam 3. Kako pa je z anglistiko? Na anglistiki je vpis konstanten. Kaj to pomeni? To pomeni, da praktično zapolnijo vsa razpoložljiva mesta. Koliko je to? Ja, na anglistiki so praktično vsa razpoložljiva mesta že zasedena s prvim vpisom. To je? To je tam 90-30 oziroma številke so take 73 na dvopredmetni pa 21 na enopredmetni smeri. Kako pa je z azijskimi jeziki? Azijski jeziki so različno pokriti, letos korejščine ne razpisujemo, ker jo razpisujemo samo vsaki 2 leti zaradi pomanjkanja pedagoških delavcev, ki bi tam učili, ampak interes za japonologijo je večji, kot je vpis. Na kitajščini pa zasedajo tam recimo sinologija, je pa manj interesa, kot ga je bilo običajno. Japonologija pa praktično je polna oziroma še čez. To je koliko? To je 20 od 16 razpisanih mest na dvopredmetni, pa 14 od 16 na enopredmetnem študiju. Na sinologiji? Sinologija je pa recimo polovica zasedena, 8 od 16, pa 6 od 16.
Kako pa je z zanimanjem za slovenistiko? Z zanimanjem za slovenistiko je pa tako, da imajo približno 50% zasedenih, razpisanih mest. 35 od 76 na dvopredmetni, pa 4 od 25 na enopredmetni smeri. Zelo nizek vpis je na oddelku za prevajalstvo. Ponekod so tam 2, 3, 4 študentje na posameznih smereh. Ja, oddelek za prevajalstvo je svoja najlepša leta doživljal takrat, ko smo se priključevali Evropski uniji. Takrat je v bistvu na oddelku študiralo 350 študentov, ki so danes vsi uveljavljeni prevajalci ali pa kaj drugega. Takrat jih je veliko tudi prišlo v službo Evropske unije. No, zdaj je očitno zanimanje, trend v javnosti je tak, da očitno je vlada prepričanje, da bo prevajalce lahko nadomestila umetna inteligenca. Ampak to nikakor ni res. Letos poteka tudi razpis Evropske unije za prevajalce in v Evropski uniji bodo še zaposlovali. Kar pomeni, da če je ta vpis zdaj nizek, morda lahko upamo na to, da bo pa spet prišlo do pomanjkanja prevajalcev, ker interes za jezikovne poklice je še vedno v družbi prisoten, saj konec koncev mi smo vseeno, slovenščina je živ jezik, ki se vključuje v globalne komunikacije in potrebe po prevajanju so še vedno prisotne. Obstajajo pa seveda, če bodo tiste najosnovnejše operacije nadomeščene z umetno inteligenco, bo za tiste težje prevode sigurno treba bistveno več znanja, kot ga je za osnovne prevajalske procese. To pomeni, da bo obstajala potreba po prevajanju še vedno. Izvajate že mednarodni magistrski študijski program 2. stopnje digitalno jezikoslovje. Kakšno je pa zanimanje za ta študij? Ali se vsaj tam povečuje? Za ta študij je zanimanje veliko, ampak zaenkrat prehodnost ni najboljša. To je študij, ki je precej zahteven, ker poteka ga del na Filozofski fakulteti in del na Fakulteti za računalništvo in informatiko in del na FDV-ju. Potem je pa še povezan s konzorcijskimi partnerji, kjer ti študentje preživijo en semester. Nekaj študentov sem spoznala tudi v svojem seminarju, so zelo zainteresirani, zelo dinamični študentje, ki so tudi pripravljeni delati marsikaj, zdaj pa čakamo predvsem na prve diplomante. Ali razmišljate, da boste mogoče uvajali nove smeri, ki se povezujejo z digitalno lingvistiko in pa tudi prevajanje z umetno inteligenco? Te stvari se že vključujejo v študijski proces. V bistvu kakšne prenove na tej ravni ni treba, ker dejansko se te stvari smo sproti vključevali v študijski proces. Že od korone naprej smo se morali zelo prilagajati in spet študente navajati na prevajanje s svinčnikom in s razmišljanjem in tekstualnim razumevanjem, da ne padajo na finte, ki vam jih nastavi umetna inteligenca. Tako da programi se sproti prilagajajo novim tehnologijam, predvsem na oddelku za prevajalstvo, in so nove tehnologije vključene. Nekaj drugega je, kar mene skrbi. V bistvu smo mi centralna inštitucija, ki zagotavlja študij jezikov, največjega števila jezikov v Sloveniji. In mi recimo med našimi programi nimamo albanščine, za katero bi bila tudi velika potreba. Recimo nimamo tolmačenja in prevajanja za madžarski jezik, kjer nam tudi govorijo o tem, da bi bile možnosti za zaposlitev velike, med madžarščino in slovenščino pa ni ljudi. In določene stvari bi morda lahko reševali tudi zdaj s mikrokrediti, ki prihajajo.
tako da bi naredili krajše izobraževalne programe, ki bi jih lahko ponujali tudi tržno. Mikrokrediti, kaj je to? Ja, to so zdaj zaživel bo sistem mikrokreditov, mikrodokazil, ki bodo kot posamezni študijski moduli, ki bodo predstavljali dodatno univerzitetno ponudbo. Ne, da bi nadomestili študijske programe, ampak da bi zagotavljali tudi že za ljudi, ki so na trgu, ki so že zaposleni, dodatno izobraževanje v določenih smereh. Recimo, če kot tolmač dodajate dodatni jezik, ga dodate kot mikrokredit. Če bi recimo potrebovali drugo izobraževanje v kakšnih mehkih veščinah, lahko to tudi dobite kot mikrokredit, mikrodokazilo. Kako pa je s tolmačenjem, ali zanimanje za tolmačenje upada, ali je interes stalen? Za tolmačenje obstaja konstanten interes in nekaj časa smo razpisovali tolmaški študij na 2 leti, zdaj ga spet izvajamo vsako leto in vedno pridobimo študente. To je sicer butični študij, ampak kljub temu potreben za družbo. In zanimivo je, da smo letos po 5 letih, kar smo akreditirali študij tolmačenja znakovnega jezika, dobili tudi 3 študentke v 2. letniku tolmačenja. Vsekakor pa vas in tudi druge slovenske univerze čaka neke vrste reorganizacija, prenova. Ali obstajajo uspešni primeri prenove programov? Vpis verjetno vi težko povečate, ker je ta odvisen od nekih širših družbenih trendov. Ampak kako se s tem soočajo drugje? Ali je kdo sploh ponudil kakšen zgled? Kar se zgledov tiče, jaz mislim, da krčenje ni rešitev. Ker ko enkrat se odrečete določenemu znanju, ga ne boste mogli nikoli več pripeljati nazaj. Tako da ne vem, kam zdaj mi s tem v bistvu gremo. Ne? Mi smo zelo vpeti v procese v Evropski uniji in takrat, ko so oni rabili prevajalce in so marsikje lobirali za večjezičnost. Tega danes ne počnejo več. Ne? Danes se potem, ko smo šli skozi STEM lobiranje in pritiske, da jih gre čim več študirati, da čim več ljudi gre študirati na inženirske fakultete, na tehniko, se danes soočamo s pritiski za dvojno rabo. In to je ta dvojna raba, ki na eni strani podpira vojaško industrijo, na drugi strani pa njeno rabo tudi za običajne namene. In če bi tukaj rekli, tudi jeziki so po eni strani dvojna raba, kaj bodo uporabili pogajalci, ko bodo enkrat sedli za pogajalsko mizo? Kdo jih bo prepričal, da sedejo za pogajalsko mizo? To so vse veščine in znanja, ki jih ima filozofska fakulteta, ampak smo danes v tej družbi zelo prezrti. Slej ali prej pa vsi pridemo do jezika, ne? Absolutno. In glejte, ali se bomo pogovarjali ali pa nas ne bo več. Profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezar, dekanja Filozofske fakultete v Ljubljani, hvala za pogovor. Ja, hvala vam. Pogovor sem pripravil Aleksander Čovbec.